Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz zadnje letošnje oddaje Klepetalnica, decembrske praznične, ko smo v goste povabili mladega raziskovalca, sicer zdravnika, doktorja medicine Luka Roškarja, ginekologa, zaposlenega v Splošni bolnišnici Rakičan. Lep pozdrav, Luka. Lep pozdrav in hvala za povabilo v studio. Seveda, glavna tema je prejemnik Medisove mednarodne nagrade za leto 2021 ali drugače International Medis Awards for Medical Research 2021. Kar pomeni, gre za prestižno nagrado, letos je bilo kar 230 prijavljenih kandidatov za to nagrado v 9 kategorijah, 19 finalistov in za področje ginekologije ste dobili tole nagrado, raziskovalno delo, kjer nekako spremljate manj invazivne, kot je zapisano, in hitrejše metode odkrivanja raka maternične sluznice. Je tako? Se dobro povedal? Tako je, zelo dobro ste povzeli tole Medisovo nagrado za raziskovalno delo. Raziskujem na področju ginekoloških karcinomov, predvsem na področju endometrijskega karcinoma, se pravi raka na maternični sluznici. To raziskujem tudi v okviru svojega doktorskega dela, ki ga izvajam skupaj s profesor dr. Špelo Smrekol in profesor dr. Teo Lanišnik-Križner na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tako da gre za eno timsko delo. In rezultat tega dobrega sodelovanja je tudi tale nagrada. Sicer se malo razumem v te reči, ampak neki nov način, pristop. Pravzaprav zgodnje odkrivanje na podlagi analize krvi in nekih metod, ki so bile prej vpeljane oziroma so standardizirane. Kako to? Zakaj gre? Ja, poglejte, zgodnje odkrivanje, predvsem v primeru, ko gre za rakave bolezni, pomeni tudi običajno boljšo, bolj ugodno prognozo in ne samo možnost za zdravitve, ampak tudi možnost popolne ozdravitve. Zato si prizadevamo, da bi odkrili metode, da odkrijemo raka v tisti zgodnji fazi, ko je ozdravljiv. Tako v okviru raka na materničnem vratu, v katerem je že vpeljano presejanje v okviru programa Zora, kot tudi v tem primeru, ko raziskujemo raka na maternični sluznici, se pravi na področju endometrijskega karcinoma. Tukaj nekega splošnega presejanja v družbi ni, da bi imeli kot primer Dore in Zore teh dveh programov, ampak se nekako zanašamo zaenkrat na simptome, ki se sicer dokaj hitro pojavijo v primeru endometrijskega karcinoma. Gre za krvavitev iz rodil kot en znak, ki se pojavi. No, v naši študiji pa smo ugotavljali, kako se pojavijo, kako je prezentacija angiogenih faktorjev, to so ene molekule, ki se običajno zelo zgodaj začnejo izločati v okolico raka in posledično jih lahko detektiramo tudi v krvi oziroma v plazmi, kako se odražajo pri bolnicah in kakšna je razlika pri tistih, ki so zbolele za endometrijskim karcinomom in pri tistih, ki so v zdravih ženskah. In v naši študiji smo ugotovili razliko pri 3 angiogenih faktorjev, se pravi teh molekulah, ki so vpletene v proces angiogeneze, so bile 3 molekule značilno spremenjene pri bolnicah z endometrijskim karcinomom glede na tiste, ki so bile zdrave posameznice vključene v študijo. Seveda vaše delo spremlja verjetno tudi laboratorijsko delo, nazadnje morate imeti kar zahtevne parametre oziroma da se odkrije to s pomočjo krvi. Seveda, sodobna tehnologija omogoča, da odkrijemo oziroma detektiramo te molekule že ko se nahajajo še v zelo nizki koncentraciji v krvi, plazmi, tako da
brez teh sodobnih laboratorijskih pristopov definitivno ne bi šlo. In tukaj nam vedno tehnologija nekako omogoča nekaj, kar še nekaj 10 let nazaj ne bi bilo možno. Gre za nagrado, ki zajema 9 držav srednje jugovzhodne Evrope. Konkurenca je izredna. Ko sem tole prebral, 230 je bilo prijavljenih, se pravi, gre za objavljene prispevke v znanstvenih revijah in tako naprej, in potem komisija izloči oziroma zmanjša to konkurenco na nekaj manj. Ne gre pa samo za medicino, gre tudi za farmacijo. Ja. Predvsem klinične raziskave tudi na farmacevtskem področju in pa 8 kategorij same klinične medicine. Klinična medicina na splošno gre za tisto področje, kjer je samo raziskovanje zelo pomembno, se nam privede do, kot rečemo, evidence-based medicine, se pravi z dokazi podprto medicino, ki vodi tudi do napredka, pa potem tudi izboljšane terapije, diagnostike in posledično boljšega zdravja naših pacientov. Sem gledal malce, ko sem tu se sprehodil skozi te nagrajence, imamo optimologe, imamo, ne vem, različne področje. V ginekologiji je huda konkurenca, kaj ne? Ja, je bila kar konkurenca, tako da sem bil še toliko bolj presenečen, kar se mogoče tudi na posnetkih tam videlo, je bila kar taka eminentna konkurenca, predvsem v finalu, tako da se res nisem nadejal te nagrade, vsem je pa zelo vesel in je to neka zaveza tudi in pa seveda izredna motivacija za nadaljnje delo na tem področju. Zagotovo pa seveda za tiste, ki je to namenjeno pacientom, pacientkam, učinkovitejše, hitrejše odkrivanje in reševanje iz teh precej zagatnih situacij. Tako je, ja. Zdaj, glede vašega področja, kako pravzaprav stojimo? Verjetno imate podatke tudi primerjalne z Evropo, vnetje oziroma karcinom, rak maternične sluznice. Kje smo Slovenci v primerjavi z Evropo in kje smo pravzaprav deželani, dežela ob Muri v primerjavi z Slovenci? Morda bi ta primerjava bila en dober pokazatelj, kako? Tako, ja, v Sloveniji zboli na leto več kot 300 žensk z karcinomom endometrija oziroma maternične sluznice. 50 od teh žal tudi umre in področje endometrijskega karcinoma je prioriteta na področju tudi raziskovanja, da bi tudi izboljšali in prognozo in možnost zdravljenja, predvsem v tej zgodnji fazi, ki je ozdravljiva. Nasplošno pa je področje raka maternične sluznice podvrženo raziskavam tudi zaradi tega, ker nekako opažamo, da v razvitem svetu, nasplošno v Evropi, je trend rasti tega raka. Nekaj prispevajo tudi samo staranje prebivalstva, kajti ta rak je značilen za pomenopavzno obdobje. Dost pa prispevajo tudi dejavniki tveganja, ki so v razvitem svetu vedno bolj nekako prisotni. Eden izmed dejavnikov tveganja, ki zelo obremeni, je debelost. Namreč v podkožnem tkivu se tvorijo tudi v pomenopavznem obdobju hormoni, estrogeni, ki dodatno povečajo verjetnost, da pride do tega raka. Pomurci, ne? Pa smo med bolj debelimi, ne? Tako bova rekla, glede samega endometrijskega karcinoma sem že raziskoval v preteklosti v okviru specialistične svoje naloge, ki jo moramo pred zaključkom specializacije oddati in tudi zagovarjati specializanti takrat še. In sem ugotavljal tudi pojavnost tega raka v naši regiji, v Murju. In tukaj sem ugotovil, da je v primerjavi z ostalimi deli Slovenije povečano tveganje. Predvsem je bilo povečano tveganje kot rečemo, prek Murju, se pravi na levem bregu Mure, še toliko dodatno.
tam Radenci, Ljutomerski konec imel nekoliko manjšo pojavnost oziroma incidenco, kot pravimo, medtem ko pa na levem bregu je pa bilo znatno povečanje v primerjavi z ostalimi deli Slovenije. Zdaj, samih vzrokov nadalje nisem raziskoval, vendar ta pojav pa je ostal. Zaradi tega smo tudi v naši bolnišnici glede diagnostike in glede zdravljenja toliko bolj pripravljeni in se trudimo slediti vsem trendom, vsem evropskim trendom in tudi raziskovati na tem področju. Nagrada je prestižna, kot sem v začetku povedal, Luka Roškar. Ste že dobili unikatni kipec, ki ga podeljuje Bodočnost, The Future, se imenuje tale kipec, ali, ker bila je podelitev nagrade virtualna, to smo videli tudi na prispevkih, bo podelitev takole osebnostna, boste dobili tale kipec ali ga boste dobili enostavno po pošti? Ja, to je bila pa kar zanimiva prigoda. Takrat, ko je potekala ta virtualna podelitev, smo se mi kot družina zbrali, pa smo gledali tale prispevek in v tistem, ko so razglasili zmagovalca za moje področje, je doma na vratih pozvonilo. Pozvonilo in prišel je predstavnik iz Medisa Vorca in mi v živo takrat zvečer ob 6, pol 7 podelil na uro točno podelil kipec, tako da je bilo kar presenečenje. Pač hiša polna otrok, pa ni bilo ravno pospravljeno, ampak je bilo kar fajn. No, super. Zdaj, če naše gledalke in gledalci sprašujejo pravzaprav, odkot prihajate, Luka Roškar, pravite iz Moškajnc, ste Ljubkar, kako rečemo, tipična Ptujsko polje. Ste pa zet v Prekmurju. Ja, tako je. Tako da malo še povemo o tem. Žena je Sobočanka, tako da sem že kar nekaj časa vpet v to okolje. Mogoče tudi to malo dodatno spodbudilo, da sem se odločil za takrat pripravništvo še, kot zdravnika pripravnika v Splošni bolnišnici Murska Sobota. No, morda, seveda zdravniško osebje, zdravniki ste obremenjeni, tako ali drugače, vemo, pa ne bi preveč morda o tem ljubem covidu, tako ali tako, ampak oddelek ginekologije v Murski Soboti pred leti je nova porodnišnica, eno, drugo, tretjo, pokoji so verjetno in predvsem je razveseljivo, da je tudi na vašem oddelku ginekologije mlad kader, kar pomeni, če smo si dobri in potem seveda tudi kvaliteta uslug je na ustreznem nivoju. Seveda trudimo se, da smo up to date, kot se temu reče. Na eni strani imamo res mlade specialiste, polne elana, imamo pa tudi zraven izkušene ginekologe, ki pa nas tudi usmerjajo v pravi smeri, tako da se oddelek razvija. Kot ste pa že sami omenili, pa je ko sama zgradba in pa pogoji dela tako pa so dobro zasnovani in nudijo možnost za eno sodobno ginekologijo in porodništvo. Rekli ste, da ste tale kipec dobili ob razglasitvi, menda sodi sem, pa ne bo o tem denarna nagrada. To je pa sedaj v času prazničnega decembra kar dobrodošlo, če boste dobili še tole denarno nagrado pred Božičkom oziroma pred božično-novoletnimi prazniki. Boste malce počastili verjetno tudi družino, ki seveda je sestavni del vaše zgodbe. Moram reči, da brez družine, brez podpore družine tukaj ne bi šlo. Imam srečo, da tudi prihaja žena iz zdravniške družine, tako da me suportira, pa tudi doma je v bistvu zdravniška družina, tako da vejo, da so dostikrat v to vpeta tudi dežurstva, pripravljenosti, stalne pripravljenosti in nekako tudi pomagajo. Žena je tudi sama drugače raziskovalka, doktorica farmacije, tako da glede teh, bomo rekli, in glede zdravljenja in glede tega je včasih to tak najin skupni hobi. Ne bom spraševal, otroci pravijo slovenski pregovor, jabolko ne pade daleč od drevesa, bodo verjetno tudi šli v te znanstvene vode. Sicer pa,
Se vozite iz Moškanjec, ne, ste tam, ko pa ste seveda v pripravljenosti, ko ste dežurni, pa imate drugo bivališče v Murski Soboti. Kako se počutite v Prekmurju? Ja, super, zdaj seveda, dobro se je. No, in pije. To ne smeva preveč na glas govoriti, kajti to je sestavni del tudi vzrokov za različne bolezni. Ja. Če sva govorila sedaj o nekaterih, takole bova rekla, ne ravno razveseljivih zadevah, ampak razveseljivih z tega vidika, da se bo pomagalo, da se bo lažje ženskam pomagalo hitreje, čeprav je to ženska tema, v glavnem danes bodo tole ženske gledale, bolj malo moški najne oddajne, pa vendar. Porodni oddelek, morda, Luka Roško, doktor medicine, ginekolog, vi spremljate verjetno tudi pri vas statistične podatke. Kako je sedaj z porodi nekaj bolj razveseljivega, bomo začela, ne? Porod je vendarle nekaj novega, nov dogodek, vsako življenje našo slehernika se prične z rojstvom, ne? Kako je zdaj v tem času 2021, v času te korone, je porodov več, je manj, je več dvojčkov, je več četverčkov, ali kako se že temu reče, ne vem. So kakšne anomalije morda pri tem, v teži, v velikosti, ne vem, ne? Zdaj, kakih anomalij zdaj, takšnih, kot ste jih zdaj omenili, ne opažamo, tudi četvorčkov pa trojčkov, ne. Moram pa reči, da se lahko pohvalimo letos že z 5 parom dvojčkov, ki so se rodili v soboški porodnišnici letos, mogoče še bodo kakšni do novega leta. Glede števila porodov letos se nekako približujemo številki 800, nismo še dosegli. Bomo videli, kako bo, to je zelo težko naprej napovedovati, vendar, če primerjamo lansko leto z letošnjim, nam letos gre nekoliko bolje glede števila porodov oziroma glede natalitete celotne regije. Ja. Vendar pa je prejšnjo leto bil opažen rahel upad, ampak to po celotni Sloveniji, v vseh porodnišnicah, verjetno tudi kot posledica same epidemije in neke negotovosti, ki se je pojavila v družbi. Veste, število porodov je vedno nekako in nosečnost je vedno nekako neki pokazatelj nekih tudi širših družbenih dogajanj in stanja. Glede na število porodov pa vpliva tudi to, kakšna je bila nataliteta 20-30 let nazaj. In to je tam v tistem tranzicijskem času, v začetku 90-ih let, no zdaj so ti bodoče mamice in očki, ne, in je bila tam tudi nekoliko manjša nataliteta in se to tudi nekoliko odraža v trenutnem stanju, ampak optimistično naprej. Vse več Slovencev, Slovenk pravzaprav se odloča, da tudi imajo 3., 4. otroka, čeprav pa starostna meja se pomika, ne. Prej so to punce rodile, hitro so se poročile, 20 let, 21-letne, zdaj pa tiste, ki delajo poslovno kariero, bova rekla, ne, se odločajo za porode po 30. letu. Je to res tako temo? Ja, opažamo trend nasplošno, kot statistični podatki v Sloveniji kažejo, da se je približala starost prvorodke, tiste, ki prvič rodi, 30. letu. Temu v preteklosti ni bilo tako, je bilo to vseeno sredina 20-ih. In ja, s tem se pojavljajo tudi razni perinatološki izzivi, kajti s starostjo se poveča tudi delež internističnih in tudi perinatoloških stanj, na katere moramo biti bolj pozorni, ter tako nosečnost tudi bolj podrobno spremljati, seveda. Luka, je kakšen mesec, ki je ekstremno veliko porodov? Bomo rekla, kateri mesec v letu ali pa kateri meseci v letu so tisti, ki prinašajo po statistiki seveda največ novorojencev, novorojenk, ne? Verjetno obstajajo, ker če računamo, sedaj moja logika, 9 mesecev poprej, ne, kdaj se otroci delajo, bova rekla, ne? Ja. Pravzaprav spočnejo, ne, je verjetno to tudi, ne bova, kot so nekdaj rekli, če nekdaj je bila distribucija elektrike, pa ko elektrike ni bilo drugo leto, potem bilo, ne vem, veliko otrok, ali pa recimo v naših prleških vinorodnih krajih
če je bilo vino dobro, Ja. tisto leto, drugo leto je bilo veliko rojstev. Vidiš? Kaj jaz vem, ne? Ja. Kako to vpliva? So meseci, ki so v navednicah močnejši glede rojstev. Ko sem o tem spraševal v ljubljanski porodnišnici, ko sem pred leti 5-6 krožil tam, niso imeli nekega trenda. Vse tako so mi babice takrat tam zagotavljale. Vendar smo pa že mi predtem opažali pri nas v Murski Soboti, da so poletni meseci glede števila porodov nekoliko močnejši. Napram, september nazaj, ne? September, oktober, ne? Tam bolj res povezano s tistimi trgatvami, kot ste prej omenili. Samo, ampak ni bilo neke statistične pomembnosti. En tak trend pa je opažen. Tako da. Mi, naša generacija, ki smo imeli otroke pred 30 leti več, ne, še morda nazaj, ne, takrat, recimo, zdaj bomo pa rekla nekaj o novorojencih, ne, prav je, ne, bližajo se tudi prazniki, ne, in tako naprej, ne. Redko kateri fant pa punca je bil daljši od 52 centimetrov, ker to so podatki, ko nam pošljajo srečna mamica, dolžine toliko, težka toliko, in tam okrog 4 kilograme, to so bili že res, ne, danes, ko malce sem to spremljal, pa brsko, pod 50 centimetrov novorojenca skoraj ni. Kaj je s tem zdaj? Ja, gre se za to, da je tudi porodništvo, se trudimo, da ne bi bilo prezgodnjih porodov. Kajti verjetno je bilo v preteklosti več tega, ne. Danes je pa ena izmed pomembnih perinatoloških, bomo rekli, tudi raziskovalnega področja zmanjšanje prezgodnjih rojstev in pa preeklampsije, ki vodi tudi do neke zahiranosti in pa prezgodnjega poroda. Tako da tudi več je spremljanja ultrazvočnega, tako da se borimo, da bi nekako tudi bila porodna teža, posledično pa tudi ostale meritve optimalne. Zato opažamo v zadnjih letih tudi, da se povprečna teža nekako dviga, nekje sedaj 3300, 3400, pred leti pa bilo seveda nekoliko nižja. Ja, neredko imamo tudi nad 4-kilogramske Pa velikane, ne, po dolžini, ne. Ja. Je pa odvisno seveda od mamice, ne, logično je, da ne. Pomagate seveda v tem pogledu praktično vsem, ne. Bova se malce dotaknila te teme, kaj ste zdaj vi načeli, takole pod vprašanje predčasno rojstvo, ne. Mi smo imeli, mislim, da v lanski sezoni klepetalnice gostjo iz Ljubljane, ne, iz oddelka za predzgodnjo rojevanje oziroma pomoč, ne. Takrat je gospa dala podatke o tem, koliko je najmanjši novorojenec tehtal, pa je preživel, pa so ga spravili, ne. To so zelo žalostne zgodbe, ampak dogaja se to v svetu, medicina je zato, da pomaga, bi rekli pred 100 leti, kdo preživi, danes temu ni tako več, se poskuša, ne. Je veliko v deželi ob Muri prezgodnjih rojstev oziroma nedonošenčkov? Bomo rekli, opažamo, da povprečno v primerjavi z ostalimi deli Slovenije, predvsem se pa s tem že potem ukvarjajo tudi, bomo rekli, neonatologi, se pravi pediatri. To so pediatri, oni so bolj tisti, ki potem prevzamejo samo zdravljenje novorojenčka. Je pa res, da pri nas porajamo tiste po 34. dopolnjenem gestacijskem tednu, ravno zaradi zrelosti in pa pediatrične oskrbe, za mlajše pa če se le da transportiramo tako nosečnico v terciarno oskrbo, predvsem zato, da je tam neonatalna oskrba, to se pravi Ljubljana ali pa Maribor, ki jim nudijo, ker moramo vedeti, da takšni otroci so kar nekaj časa potem še v bolnišnici, da dobijo na teži, da tudi dozorijo, da se pljučka razvijajo. Tako da to potem raje se opravi in zdravi na terciarni nivoju. Vesela novica.
Kljub temu imate seveda inkubatorje, opremo za tisto prvo, jasno, pa se potem preselijo. Tudi prostor, da mamice ostanejo z otroki v tem primeru. Zdaj pa drugi ekstrem, predolgo. Ne gre, kljub temu, da pomagate z raznimi rečmi, pravzaprav opravljate veliko pomoči v obliki carskih rezov, recimo, ko je že morda kritično. Ja, vedno, ko je kritično, kot pravite, iz kakršnega koli razloga, vidika, indikacije, kot pravimo temu, tudi zaključimo s to izhodno operacijo carskega reza, ampak opažamo, da je število carskih rezov pri nas čisto v povprečju, v slovenskem povprečju, celo nekoliko mogoče jih je manj potrebno narediti kot pa drugje. Je pa primarno, kar imamo vedno porodničarji v mislih, zdravje mamice in otroka. In to je tisto prvo. Recite mi morda še podatek, svoj čas so ženske rodile doma. Tudi jaz sem rojen doma, v domači hiši. Ja. Ampak tega je verjetno vse manj, gredo v bolnišnice seveda, ker je tam tudi stroka poskrbljeno za to. Še obstajajo babice, ki hodijo na dom? Zdaj, mi seveda priporočamo porod v porodnišnici, ker je definitivno najbolj varna varianta, možnost. Se pa, ker takrat, ko so rojevali doma, ja, v večini primerov res ni bilo nekih zapletov, ampak takrat, ko so pa bili, pa lahko vidimo tudi iz same zgodovine, kakšni zapleti so se dogajali, koliko je bilo smrti tako pri mamicah, kot pri samih novorojenčkih, tako da so tam po drugi svetovni vojni te naši staroste, porodništva v Sloveniji kar rabili nekaj, bomo rekli, časa in zelo veliko energije, da so porode preusmerili v same porodnišnice. Tukaj nas vedno skrbijo poporodne krvavitve in razni ostali zapleti, kot so abrupcije, nenapredovanja poroda. Ja, sepsa pride tudi mogoče malo kasneje, po kakem dnevu, dveh, šele v ospredje, vendar pa so ti zapleti takšni, da ne moremo naprej napovedati, predvsem pri komu bo prišlo do takšnega zapleta. Vemo pa, da je izgube lahko v eni minuti nekaj 100 ml krvi, če se maternica dobro ne krči. In to pomeni, da je lahko že prepozno, preden pridemo v porodnišnico. To je tisto, česar se premalo morda zavedajo tisti, ki se poslužujejo poroda na domu, tako da bi se kakor svetoval. Se pa včasih tudi pripeti, da enostavno jih prehiti, pa potem običajno reševalci pripeljejo oba že skupaj v bolnišnico, v koco odeta. To se pravi, tudi v rešilnih avtomobilih, v urgentnih avtomobilih rojevajo ženske. Ja, to bomo en podatek, ko so gledali, nekje med 20 in 30 takih slučajev je na leto v Sloveniji. Porodna voda uteče in je že problematično. Ja, predvsem pri kakšnih mnogorodkah, verjetno, mogoče v kakšnih bolj odročnih krajih, slabšo povezavo, mogoče sredi zime, ko je težje, ko ni kak sneg skidan ali kaj tako. Morda v povprečju še podatek, kako dolgo je porodnica v povprečju pri vas na oddelku, recimo? Povprečje 2-3 dni po samem porodu. Potem, da se prvi dan šteje ničti dan, pa potem še 1-2, morda 3 dni. Tiste, ki imajo kakšne posege, kak carski rez, dan, 2 dlje, ampak to je nekako povprečje. Luka Roškar, dobitnik priznane mednarodne nagrade. Hvala, da ste se oglasili, doktor medicine, ginekolog, v našem studiu, da smo malce pokramljala o temi, ki je bolj ženska, ampak moški smo pa tudi deležniki pri tem, posredni, če ne že neposredni. Vsi smo pri tem. Govorila smo ob koncu o rojstvih. Jaz bi po eni strani vam naložil še več dela, da bi ženske še več rojevale, predvsem v deželi ob Muri, da bi bilo nataliteta, da bi se dvignila, da bi Slovenci vendarle
To je vse odvisno tudi od standarda, kot ste rekli, od družbeno-političnih razmer, bolj družbenih kot političnih v družbi kot takšni, ne. Ampak boste zmogli, ne. Tudi če bi se porodi za 15% ali pa 20% dvignili v prihodnjem letu, to bi bilo super. Kako pravite? To bi bilo super, ja. To je tudi pravim, seveda, ne. Dejal pa sem, da se Slovenci odločajo sedaj že tudi za večje število otrok. En čas je bil upad, ne, da niso edinčki recimo doma, ne. Tako da, Luka, koliko imate vi otrok? Če smem vprašati. Ja, v tem trenutku še 2, s tem, da smo ravno tik pred terminom, je žena pred rokom, tako da je na poti 3. Kako je sedaj v času covida, verjetno starši težko spremljajo mož, ne, seveda, partner, rojstvo, to je bilo svoj čas popularno, ne? Ja, Eni pravijo, da to ni, ni fajn. Eni moški pravi, jaz nočem gledati, kako žena trpi ob porodu, ne. Ene so srečne, če jo mož tam morda drži za roko oziroma je pri porodu. Sedaj je verjetno to omejeno predvsej, ne? Moram reči, da se mi kot porodnišnica zelo trudimo, da bi imel tudi partner možnost. Seveda ob primernem potrdilu COVID PCT-ja je seveda lahko prisoten pri porodu, ker s tem tudi olajša tudi nekako samobivanje porodnici. Tako da tukaj naredimo izjemo in seveda spodbujamo tole. Bravo. Luka, kaj bi rekli takole za prihodnje leto 2022, ki prihaja? Vi boste še tretjič očka, morda že v tem letu, ne vemo, ne? To ne vemo, ne? Bomo malce poizvedeli, bomo malce to, ker ste lepo odkrito nam tole zaupali, ne, hvala za tole, ne. Verjetno pa seveda si vsi želimo, da je bilo čim manj zapletov in čim manj tega, za kar ste dobili nagrado, priznanje, se pravi Awards, tole mednarodno nagrado, da bi ženske čim manj zbolevale za rakom maternične sluznice oziroma vratu, ne. Ja. Morda bi zaželeli zadnja oddaja v letošnjem letu našim gledalkam tukaj? Ja, predvsem gledalkam in gledalcem bi želel v teh praznikih, ki prihajajo, vse lepo. V letu 2022 pa predvsem zdravje. Zdravje za vse. Zdravje tudi vam, pa seveda, če ste v dvomih, otrok je največje bogatstvo, vsi se razveselimo novorojenca in bodi s tole mislijo tudi zaključena zadnja oddaja letošnje klepetalnice na televiziji AS. Hvala za vašo pozornost vseh 20 oddaj, ki smo imeli letos. Naš nocojšnji ali pa današnji gost je bil Luka Roškar, doktor medicine, ginekolog, in veseli smo, da tudi v deželi ob Muri prejmemo in imamo takšne raziskovalce, ki dobijo tako prestižne nagrade. Z nagradami obogateno leto vam želimo iz klepetalnice vsi soustvarjalci. Srečno in zdravo, pazite nase.